Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni, lepo pozdravljene. V naši sredini pa spet režiser Goran Ajtič, tudi naš hišni filmofil. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljena in pozdrav vsem, ki spremljajo oddajo. O čem bo danes tekla beseda, Goran? Tako kot smo si zamislili, zopet si bomo gledali veliko evropsko produkcijo filma. In sicer eno večjih evropskih filmskih velesil, danes bo govora o nemškem filmu. Praviš, da je Nemčija ena izmed svetovnih filmskih velesil. Res je. Zakaj si je prislužila to oznako? Ja, zato kot prvo, ker je seveda narod je ogromen, vemo, da in tudi največji v srednji Evropi, imajo tudi to tradicijo literature, tudi klasične glasbe, kot vemo. Poleg tega so pa zelo nekako predan, resen in organiziran narod, tako da morda ne preseneča dejstvo, da tudi v filmu tukaj nič ne stopajo, da ne bi bili med prvimi. Tudi tradicija je že zelo dolga, kot bomo videli od kdaj. In če nekako začneva secirati nemški film od začetka, pravimo, da nekako pet režimskih obdobij nemškega filma poznamo. Katera obdobja so to? Tako, to je zanimivo, ko vprašaš, podobno kot Slovenci, ki smo živeli v različnih sistemih ali državah tekom 20. stoletja, kar si bomo gledali, ko bomo imeli oddajo o našem slovenskemu filmu, tudi to nas čaka. Nemci so pa tisti, ki so največ režimov, bodisi diktatorskih, bodisi demokratičnih, in tudi največ samih držav zamenjali v dobrih 100 letih. V 20. stoletju 5 režimskih obdobij, lahko rečemo, tudi na film vpliva. Kot prvo, seveda, začetki filma v cesarski Nemčiji, kar se konča 1918, ko Nemčija poražena v prvi svetovni vojni, imenovani Velika vojna takrat. Drugo obdobje je obdobje demokratične republike, znano kot Weimarska republika, seveda od 1918 do 1933, to obdobje je zelo zanimivo, kot bomo videli. Tretje obdobje seveda za časa nacionalnega socializma, ko pride na oblast Adolf Hitler, njegova stranka, od leta 1933 do 1945. To bo tretje obdobje filma, ker je vsako obdobje tako drugače od prejšnjega, kot bomo videli, zato je to zanimivo. Četrto ali predzadnje obdobje je obdobje razdeljenega naroda, ko obstajata dve Nemčije, vemo, zahodna, demokratična in pa vzhodna Nemčija, ki pa je ravno tako v primežu takrat komunistične diktature, podobno kot je bilo med drugo svetovno nacistična, tukaj se pač zamenja sedaj. In seveda potem nekako od leta 1990 dalje in do dan danes je pa zadnje, peto, še vedno trajajoče obdobje, lahko reče obdobje sodobnega nemškega filma, ko se obe Nemčiji zopet v eno samo združita takrat in film je v pogonu tako še dan danes. Tako da se bo vse to ogledala. In kakšni so začetki nemškega filma? Nekako se omenja ta dve stvari okoli tega, letnica 1895 in pa v bistvu brata. Ja, Skladanovski. Tako, brata Max in Emil Skladanovski takrat. Leta 1895, če se ne motim, celo 1. novembra, da še datum omenimo, prvič predstavita kot tako imenovana naprava bioskop. To je kot tak prvi filmski projektor v Nemčiji, ker onadva te kratke filme oziroma videe, nekaj sekundne, bodisi nekaj minutne, predvajata publiki v Berlinu. In kot takšna za dober mesec pa pol prehitita znamenita brata Lumière v Franciji, ki sta šele decembra tistega leta predstavila film in filmsko kamero. Seveda Lumierjev izum je bil bolj dovršen, pa vendar brata Skladanovski predstavita te filme, recimo kratki film, znamenit je tudi kako kenguru boksa s človekom, nekaj sekundni video in podobno, tudi neke komične scene so in podobno, prve podobe, ki jih nemški narod sploh vidi. In takrat se začne to prvo obdobje nemškega filma, takrat še v cesarski Nemčiji, kot vemo. Še stari red obstaja.
In zelo dobro je sprejet ta njuni Zoom in filmi. In nekako se snemajo filmi od leta 1910 dalje. Kakšna je v bistvu neka prva tematika teh filmov? Ne? Tudi prve zvezde igralske, prve dive, prvi režiserji, kdo so to? Ja, to je zanimivo. Sedaj, kar sta ona dva predstavila, to pač filmsko napravo, ta bioskop, se nekako določeni avtorji, sploh veliko je tudi ljudi iz tujine, ki takrat v Nemčiji delajo, sploh avstrijski režiser Max Reinhardt je takrat znamenit, ki deluje tudi v Berlinu in po Nemčiji. On je že tisti, ki ne samo v teatru, da režira igre, tudi že filmsko kamero uporablja in je nasploh eden prvih filmskih režiserjev v Nemčiji. Sledijo mu še drugi, poleg tega Avstrijca znamenitega, veliko seveda domačih, nemških, nekaj je pa tudi danskih režiserjev, ki takrat še delujejo v cesarski Nemčiji. Se pravi, kar niti ni naključno, ker danski film je pa takrat največji in najbolj gledan na svetu. V obdobju 1918 do 1914, če gremo res daleč nazaj. Ti filmi nekako postanejo zelo umetniško dodelani, že takrat. Igrajo bolj na to, da je neka umetniška nota pred tem, da bi vlekli maso ljudi v kina. To je zanimivo. In recimo tukaj pride tudi do veliko, že prve filmske zvezde, tudi igralke kot dive se pojavijo po letu 1910. Recimo Henny Porten je ena tistih prvih igralk tukaj, ki je zelo znana kot nemška igralka. Pride tudi znamenita danska igralka, ki je že v svetu naredila kariero, Asta Nielsen. Ona se pojavlja v teh nemih nemških filmih takrat. Recimo poleg Maxa Reinhardta tudi Friedrich Wilhelm Murnau začne kariero, znameniti režiser, ki bo šele v 20 letih še bolj znamenit postal in podobno. Tako da vse skupaj se zelo dobro razvija. Nemčija, poleg Danske in Italije v Evropi, tudi velika filmska velesila postane z igranim filmom. In potem nekako 1913 pride prvi film, ki ga je nekako vredno omeniti, Der Student von Prag. To je ta film. Kaj veš povedati o tem filmu? Der Student von Prag ali Praški študent po naše. Je to nek kulten film, bi lahko rekel? Ja, lahko bi rekli. Prvi večji opazni nemški igrani film, ta letnik 1913, ki pa je posnet, ker ti filmi, ki so estetsko dodelani, posegajo v svet literature, bodi si jemljajo iz nemške, bodi si iz svetovne literature. Te režiserje in igralce zanima ta material. In to je eden prvih filmov, ki je posnet po romanu, po zgodbi znamenitega Edgarja Allana Poeja, ameriškega romantičnega pisca iz prve polovice 19. stoletja. In ima tudi takšen temačen podton oziroma kot nek horror film takrat. In je veliki impakt, vpliv naredil tako na nemško kot na evropsko publiko, ko je posnet ta film. In kje dejansko Nemci postavijo svoj prvi kino, ki potem kdaj postane dostopen tudi širši publiki? To je že malce prej, leta 1906, da se prvič kino pojavi, in sicer v Mannheimu, to je neko mesto pač bolj na zahodu Nemčije. Potem do leta 1910 pa ta kina kot gobe po dežju nekako zrastejo, se odprejo po vsej Nemčiji in takrat je pa to bolj dostopno potem publiki. Kaj pa to v primerjavi z drugimi državami? Vemo, da prej med prvimi na svetu, seveda Avstraliji, v Melbourneu, je bil prvi kino odprt, kjer je tudi prvi igrani film western posnet. Vendar Evropa ne zaostaja toliko za Avstralijo, predvsem Danska, Nemčija in Italija so tukaj pomembne evropske velesile. Seveda tudi Velika Britanija in Francija, pa vendar je tukaj večja produkcija, predvsem Danska in Nemčija. To je zanimivo za Evropo, ta germanski svet takrat. In odkot torej prihajajo prvi popularni tuji filmi? Ja, najbolj cenjeni, kot bi gledalci zdaj že oganili, poleg nemških domačih, seveda takrat že tudi zgodnji Hollywood malce prodira, če ravno še ne tako pred prvo vojno. Vemo pa seveda, da Hollywood si je zadal, da osvoji svet, ameriški film. V Nemčiji seveda so cenjeni, ker imajo radi tudi bolj umetniške filme, od tujih najbolj italijanski in pa danski film, kar ne preseneča. Še dve evropski filmski velesili takrat.
In potem pride prva svetovna vojna in nemški film dejansko postane največji v Evropi. Ja, to je Zakaj? zanimiv podatek, ki morda marsikakšen gledalec ne ve. Ko se začne prva svetovna vojna, ko se Nemčija z določenimi zaveznicami, Avstro-Ogrsko, Bolgarijo in Turčijo, bojuje praktično proti celemu svetu, proti zahodu, proti vzhodu, kot osamljena, pa vendar filmska produkcija pa 10-kratno poskoči takrat. Že tako da je zelo pomembno, ker nekako hočejo moralo vojakov in svojih tudi civilnih gledalcev spraviti na višji nivo. Češ, da mi smo pa tisti, ki bomo zmagali v tej vojni. In produkcija postane še, kot smo rekli, še potencirana, to se vse potencira. In ti filmi, nekateri zopet tukaj že vojno tematiko sočasno obravnavajo, spet drugi hvalijo nemško zgodovino in njihovo dediščino, recimo. Snema se na veliko, tako da nobena evropska produkcija se med prvo svetovno vojno ni približala nemški, glede na to, če gledamo, koliko filmov na leto so posneli. To je zanimiv podatek. Tudi ti studiji se takrat povečajo v Nemčiji kot posledica tega in recimo filmske produkcije kot družbe. Ampak najbrž se je v času druge svetovne vojne propaganda še potencirala v nemškem filmu. Tako, tudi to bomo videli, tam bo pa to še krat 100. Tako med vojno vedno nekako posebno obdobje pride tudi za film. Potem za tisti čas se torej omenjata tudi dva filmska studija. To sta torej UFA studio in Babelsberg studio. Tako. Babelsberg je druga najstarejša filmska družba oziroma drugi najstarejši studio v Evropi. Še iz leta 1912 v Potsdamu pri Berlinu, tam je lokacija. Za primerjavo najstarejši studio je seveda danski Nordisk film 1906. Ustanovljeno. Drugi najstarejši je Babelsberg. No, znamenita UFA ali UFA, ki si omenjala, je pa tisti studio, ki leta 1917 ob koncu prve svetovne vojne nastane kot posledica tega, da Nemčija še več filmov med prvo vojno posname kot prej. Tako da ta studija sta najstarejša danes. In potem pride drugi vek nemškega filma v času Weimarske republike, od 1918–1933. Praviš, da je to zlati vek nemškega filma. Ja, to je pa zdaj zanimiv zopet pojav. Nemčija je bila poražena in vemo ponižana v prvi svetovni vojni. Mora veliko odškodnino vojno plačati zaveznikom svetu, kakorkoli. In nekateri pričakujejo tudi doma, da bo film totalno propadel. Zgodi se pa ravno nasprotno, ker so očitno organiziran in discipliniran narod, kot so se izkazali, tudi umetnosti filma ne zanemarijo. Kljub gospodarski krizi kasneje, kljub tej zadolženosti takoj po vojni. Tudi tuji studiji, nekateri ameriški, britanski, se takrat zanimajo, da bi investirali v te nemške studije in film kot neke koprodukcije. Ampak zanimiva tematika, ki pa takrat prednjači, se pa reče temu danes nemški ekspresionizem za časa te Weimarske republike, ki sledi cesarstvu. Ti filmi so, ni čudno, da so takšni, kakršni so, kot je eden od nemških kritikov pisal kasneje. V prvi svetovni vojni vzdušje je bilo morbidno, lakota, uničenje, smrt povsod, vemo. In ti filmi, večinoma so ti žanri, ki se zdaj v Nemčiji snemajo od leta 1918–20 dalje. Ta ekspresionizem je zelo turoben in mračen, predvsem temačne drame, grozljivke, trilerji, to se snema, to zanima domačega gledalca. In tudi sam ekspresionizem, expressions, kot nekaj, kar se izraža. Recimo potem tudi v nemškem slikarstvu se takrat pojavi ekspresionizem. Obstajalo je to že prej, izpred prve vojne. Zdaj se to gibanje potencira, da si gledalci predstavljajo. Slikar Otto Dix, znameniti dresdenski slikar v duhu ekspresionizma slika. No, režiserji, kot so Friedrich Wilhelm Murnau, ki sva ga že omenjala, recimo, ali Robert Wiene, domači nemški režiserji, pa to ekspresionizem v filmu potencirajo. Temačnost, sence so pomembne, neka simbolika je v teh filmih. Recimo, geometrijski liki so kar narisani po tleh, čim bolj nerealistična scena.
To zapovedujejo ti filmi. Morda čim bolj gotska, morbidna scena kot scenografija. Bizarni kostumi, sama igra igralcev potencirana, preveč poudarjena. In to je tisto, kar naredi kultni, ta, bova rekla, ekspresionistični nemški film, ki traja takrat 20, tudi delno 30 leta. In katere filme iz časa nemškega ekspresionizma bi omenil? Ja, najbolj pomembno, recimo eden bolj zgodnjih je recimo Des Kabinet des Dr. Caligari, se pravi kabinet doktorja Caligarija v nekem zablojenem, če lahko rečemo, nekemu hipnotizerju, ki neko mesečnico hipnotizira in uporablja, da izvaja umore v njegovem imenu. Tudi ta ogromno teh senc, temačnih scen, lokacij, kjer so to snemali. To je eden otvoritvenih ekspresionističnih filmov. Potem recimo Nosferatu, letnik 1922, znamenitega Murnauva, režiserja, ki sva ga že omenjala, z vlogo še bolj znamenitega igralca Maxa Schrecka v vlogi tega vampirja. To je tudi prvi vampirski film, posnet po romanu irskega pisatelja Brama Stokerja. Ker pa Murnau ni dobil pravic od družine pokojnega Stokerja, filmu ne more dati naslov enostavno Dracula, ampak morajo v Nosferatu spremeniti. Živi mrtvec, pač ta vampir. Snemali so pa to na Slovaškem takrat, češko-slovaškem, ta nemška produkcija, zaradi okolice in gradov. Zanimivo. Recimo, to sta dva zelo taka tipična in najbolj filma, ki sta največji predstavnik ekspresionizma. Seveda sledijo še drugi, vendar pa ne smemo misliti, da je to edini žanr, ta horor in thriller v ekspresionizmu. Tudi kakšne lahkotnejše drame ali ljubezenske drame se snemajo. Tudi kostumski, zgodovinski spektakli. Ernst Lubitsch je eden tistih režiserjev, ki je mojster te periodične drame, ki je malce bolj lahkotno. Recimo Georg Wilhelm Pabst, še en takšen režiser, ki ga ekspresionizem ne zanima posebej, ki se bolj, bova rekla, okusu mase ljudi približa in podobno. Tako da to je zelo razgibano obdobje. 20-30 leta. Gledalce, no, pa tudi mene najbolj seveda zanima to obdobje nacionalsocialistične Nemčije, ne, čas Adolfa Hitlerja. Tretje obdobje režimsko, kar se tiče nemškega filma. Omenil si že, ne, da takrat se je propaganda res potencirala. Kaj bi še lahko rekel za tisti čas? Ja, leta 1933 se najbolj mračno obdobje v Nemčiji v 20. stoletju začne, ker na oblast pride stranka nacionalnega socializma, vemo Adolfa Hitlerja, in novi režim je pa tisti, ki bo pomedel z vsem starim in seveda vemo nacionalno, rasistično usmerjen, politično. Hitler postavi na mesto ministra propagande Josefa Goebbelsa. Josef Goebbels je tisti, ki bo skrbel zdaj tudi za kulturo in avtomatsko za film, za propagando. In kaj režim najprej stori? Kot prvo prepove udejstvovanje v filmski industriji vsem Nemcem, ki so judovskega porekla, tistim, ki so morda s komunizmom spogledujejo, pa tudi vsem Nemcem, seveda, ki kontrirajo politiki Adolfa Hitlerja. Tudi tisti, ki jih politika ne zanima, ali so jim nacisti tuji. Vsi ti ljudje so takoj žrtve pod tem ministrstvom Goebbelsa. Bodisi veliko jih takrat pobegne recimo ne v Veliko Britanijo, še več pa v ZDA, v Hollywood. Ta podatek bomo sedaj nanizali. Večina teh ljudi, Fritz Lang, znameniti avstrijski režiser, ki je v Nemčiji ustvarjal, še eno ime, ki ga še nisva omenjala, recimo veliki film Metropolis, 1927 letnik, eden največjih znanstveno-fantastičnih filmov vseh časov. Fritz Lang je to posnel. Nacistom je bil všeč ta film Metropolis, vendar pa se Lang ni strinjal z nacistično doktrino, je bil veliki nasprotnik, pobegnil v Hollywood in tam dela kariero do konca življenja. Veliko igralcev drugih in režiserjev je pred nacizmom pobegnilo in so Hollywoodu predstavili nemški ekspresionizem. Kaj to pomeni? Da so Američani od teh nemških filmskih migrantov dobili žanr thrillerja in grozljivke, ker Hollywood tega prej ni poznal pred prihodom nemških filmarjev. To je zanimivo. In še danes tudi v Hollywoodu zelo priljubljen žanr, kot vidimo. Tudi film noir pride
iz Nemčije nekako, tudi ta izraz sicer v francoščini, črni film noir, ampak to ima korenine v temu ekspresionističnemu filmu. Se pravi, Nemci so tukaj oplemenitili Hollywood zelo s temi žanri. Ja, doma, v sami Nemčiji, pa takrat seveda, vemo, nacisti pa začnejo snemati, Goebbels naroči popolnoma propagandne filme, zaposlijo popolnoma druge ljudi, ki so pač prej snemali, sedaj v tem ekspresionizmu ne duha, ne sluha več. Zelo zanimiva je Leni Riefenstahl, velika režiserka takrat, tudi kontroverzna, tudi igralka svoj čas, producentka, ona je bila kot ženska renesanse, z vsem se ukvarjala, vendar ja, danes malce vemo na slabem glasu, ker je sodelovala z diktaturo, ljubljenka Adolfa Hitlerja. Recimo film Triumf des Willens ali po naše Triumf volje iz leta 1935 je taka velika mojstrovina te režiserke Riefenstahlove, ki je pač za Hitlerja, za Goebbelsa posnela to nacistično zborovanje, kongres v Nürnbergu. In je kamera resnično zelo inovativna, dviguje se, spušča, snema tečete nacistične, kako paradirajo. V spredju seveda Adolf Hitler. Ta film je bil potem tudi zelo gledan in priljubljen v nacistični Nemčiji. Njeno kariero je seveda še lansiral v višave. Potem seveda se snemajo še drugi filmi, seveda žal so vsi, vemo, nacistično nastrojeni. Recimo film z naslovom Der ewige Jude ali Večni Jud, kot je to po naše, pač zelo antisemitski, protijudovska propaganda. Tako da začetek režima in začetek vojne po letu 1939 so zelo močni propagandni filmi proti drugim rasam, proti Židom. Potem po letu 1942 se pa vzdušje malce spremeni, ker se Nemčiji vojna na fronti, vemo, zalomi, predvsem na vzhodu proti Sovjetski zvezi. In ljudstvo, pa tudi Nemčija je bombardirana s strani zaveznikov, Anglo-Američanov čedalje več, tudi v zadnjih letih vojne, tako da takrat se nacistični režim odloči, da je treba tudi malce lahkotnejše filme posneti za zabavo ljudi, ki trpijo zaradi vojne, predvsem civilisti. In recimo Die große Liebe, Velika ljubezen, letnik 1942, je najbolj uspešen in gledan film Tretjega rajha. Govori o ljubezenski zgodbi nekega vojaka ali oficirja, ki se vrne domov in nekaj časa potem živi s to svojo ljubeznijo, s to žensko. In je takšna bolj nedožna drama, ki ni tako politično obarvana. Recimo proti koncu vojne, v zadnjih dneh, tednih, je veliki spektakel Kolberg, kot je naslov. Prikazuje seveda pa veliko čet so iz frontov poklicali, da so statirali izključno za ta film, ker je tako Goebbels odredil, ta propagandni minister. In tukaj to je največji vojni spektakel, ki ga je Tretji rajh posnel, češ branite očetnjavo, na koncu bomo zmagali, ni zmage proti nam in takšne iluzije takrat nacističnega aparata, če ravno elita že ve in generali, da je vojna že zdavnaj izgubljena. Ta film je bil pa kontrapropagandne narave. To je nekaj takih primerov, recimo. In potem pride leto 1945, ki se nekako zavleče do 1989, vzhodna in zahodna Nemčija. Tako. Tukaj pridemo v četrti režim ali obdobje zgodovine nemškega filma, ko pa seveda nacistični aparat, vemo, je propadel, zavezniki so zmagali, Nemčija je zdaj že drugo svetovno vojno izgubila, isto kot prej prvo. In kaj se bo seveda zdaj zgodilo s filmom, to je zanimivo. Država je razklana na dva, oziroma narod se na dve državi tukaj razbije. Imamo zahodno Nemčijo, prozahodno, torej demokratično ali kapitalistično usmerjeno, kakorkoli, in imamo vzhodno Nemčijo, kjer je pa tukaj pride pa na oblast takrat druga vrsta diktature. Sovjeti jim usilijo ta, bomo rekli, komunistični režim in partija zavlada. Tajna služba Stasi deluje, to je ta vzhodno-nemška znamenita služba. In tudi zanimivo, najprej se bo ogledala sedaj, kakšen je film o vzhodni Nemčiji, kot zanimivost.
Kot prvo, prej se razvija in postavi na noge kot film v zahodni Nemčiji. Še manj znanih podatkov. Zakaj? Ker vsi ti študiji UFA, ki sva jo prej omenjala, ki je bila med prvo vojno ustanovljena, ti prostori ostanejo v Berlinu, v vzhodni Nemčiji, ne v zahodni. To je zanimivo. In tukaj tudi sovjetski, kot tudi domači režim zopet spodbuja, podobno kot prej nacisti, sedaj so pa pač to komunisti, propagandni film, da je treba mladino čim prej spraviti v komunistični duh, da morajo verjeti v partijo, v očetnjavo, v državo, kar je vzhodna Nemčija. In ti filmi so na začetku totalno propagandne narave, podobno kot prej nacistični, ki so bili antijudovski, vsi filmi. Tukaj so pa antizahodnjaški, recimo. Ampak to ne traja dolgo, že kasneje, v 60-ih, 70-ih letih, vzhodno-nemški film je tudi bolj nedolžno ali človeško plat dobil, bomo rekli. Niso vsi politični. Veliko snemajo pravljice za otroke, podobno kot na Češko-Slovaškem takrat sočasno, da je nekaj bolj lahkotnega. Tudi westerne snemajo vzhodni Nemci. To je zanimivo. Ja. Vendar tukaj so v glavnih vlogah so Indijanci in ne kavboji. To je nekaj nenavadnega. Češ, da so prikazana pristna plemena, kako so jih belci seveda žalostno izrinili potem. Takšni filmi se snemajo. V 80-ih letih, malce kasneje, leta 1985, znamenita vzhodno-nemška serija Bach o življenju velikega skladatelja, Johann Sebastian Bach in podobno. Seveda, ampak, ker je bil režim kljub vsemu represiven, veliko teh imen, igralcev, recimo Katarina Thalbach ali pa Armin Müller-Stahl, še danes znano ime nemškega, evropskega in hollywoodskega filma. Oni so emigrirali na zahod, iz vzhodne Nemčije, ker tam ni bilo toliko priložnosti na vzhodu, seveda. Tako da ja, ta vzhodno-nemški film je imel eno tako posebno specifiko. Popolnoma drugačen od zahodno-nemškega. Kaj pa je z zahodno-nemškim filmom? Se je kasneje razvijal? Ja, to je pa svet zase. Tukaj pa seveda vlada ni takoj financirala, ker tudi ni bilo denarja za film po vojni. Seveda tudi volja zaveznikov, to je dežela razdeljena sedaj med Američane, Britance, Francoze, oni imajo besedo. Pa vendar rekonstrukcija filma, kar pomeni preporod, počasi se je postavljal na noge. V zahodni Nemčiji, zanimivo. Od leta 1945 do 1962, recimo, počasi in tudi ni nekaj umetniške vrednosti najprej ni imel. To so bili taki bodisi domovinski filmi, prikazovali so tudi, ravno tako so se že lotili te žalostne tematike, izgubljene druge svetovne vojne, vendar ne z vidika poveličevanja nacizma, logično, ampak z vidika vojakov Wehrmachta, torej teh navadnih vojakov, ki so se na fronti bojevali pač za režim, vendar pa ne zaradi tega, da bi nacizem poveličevali, ampak da prikažejo predanost nemškega vojaka domovini, kako so realistično, kako so trpeli na fronti, niso pa verjeli v nacistični sistem. Na takšno noto so ti filmi. Niso preveč cenjeni in gledani v tujini. Takrat vemo, v 60-ih in 50-ih je že dvig italijanskega, francoskega in japonskega filma. Torej izgubi nek ugled nemški film. Popolnoma izgubi ugled. V svetu so ti trije narodi takrat najbolj umetniške filme delali, vplivali tako na zahodno-nemški kot na hollywoodski film. To je zanimivo. Edini nemški film, ki nekako mednarodno pozornost takrat dobi, ki je uspel, je samo Die Brücke ali Most, letnik 1959, ki je bil nekako tudi na zahodu gledan, sicer ostalo pa ni bilo tako pomembno. Nemški nekateri kritiki in režiserji so zelo v slabem stanju in so razočarani takrat. Do leta 1962. Kaj pa se potem leta 1962 zgodi? Nekaj je podpisano. Tako, recimo Oberhausen manifesto ali ta manifest iz mesta Oberhausen v Nemčiji, kjer podpiše to, mislim, da 29 režiserjev. To bo pa čisti preporod in renesansa sedaj nemškega filma, zahodno-nemškega nasploh na zahodu, da bodo pridobil na ugledu, kot ga še nikdar do tedaj ni imel.
v zgodovini. Začne se obdobje novega nemškega filma ali enostavno novi nemški kino leta 1962, trajalo bo pa 20 let do leta 1982. Ja, še en zlati vek nemškega filma, podobno kot preekspresionizem v 20. in 30. letih, vendar še bolj potencirano in pomembno. Ti režiserji so ta manifest podpisali, ker niso zadovoljni s starim filmom, torej to, kar se snema od leta 1945, ker ti filmi nimajo nobene duše in globine po njihovem, nobene umetniške vrednosti in še gledalcu so nezanimivi. In takrat, ko to podpišejo, rečejo, stari film je mrtev, naj živi novi film. To pomeni, da tudi zelo pomemben je umetniški pogled. Ti filmarji in režiserji želijo po svojih idejah, kot avtorski filmarji ustvarjati, imajo svojo vizijo in tudi z novimi žanri se že poigravajo v glavi, kako bi to prikazovali. Lahko to gibanje primerjamo na Zahodu s francoskim novim valom, ki delno vpliva na to, ali z britanskim novim valom, ki je delavski razred povzdigoval. Torej se zgledujejo po Britancih in po Francozih. Predvsem po Francozih, tako. Delno tudi po Hollywoodu, ker francoski novi val, kakor je vizualno zanimiv, mu manjka morda razgibanosti scenaristike. Nemci bodo pa tukaj vzeli hollywoodski model in ga združili s francoskim novim valom. Na nek način pa na vzhodu istočasno češko-slovaški novi val, ki je ravno tako bogat, pa tudi ta delno malce vpliva na zahodno-nemški film tukaj. Tako da vse tisto, kar mislijo, da je najboljše in najbolj uredno, sedaj absorbirajo in še oplemenitijo, kot je tipično za disciplinirane Nemce, ki so vedno nekako inovativni. In tukaj se mora pri velikih imenih ustaviti. Ja, to so recimo meni ljub Fassbinder. Tako, Rainer Werner Fassbinder, ki je eden najbolj plodovitih nemških filmarjev tistega časa, žal od leta 1982 že pokojni, pa vendar začel kariero že v 60. letih, od sredine 60. do začetka 80. Ogromno teh filmov posnel, bil je znamenit po tem, da je bil zelo avtorski po svojih idejah in scenarijih, ali pa je scenarije s prijatelji napisal, kakorkoli snemal. Bil je znan tudi po tem, kakšne kritične družbene drame, pretresljive prikaže. Tudi življenje priseljencev, Gastarbeiterji, ki se takrat že pojavljajo v Nemčiji. Življenje nemškega človeka, vsakdanjega, ki pa se mu ne vsakdanje stvari dogajajo. To njega zanima. Vsi drugi se imenujejo Ali. Tako, recimo zelo znamenit film, mislim, da je z konca 60-ih, začetka 70-ih, ko on to ustvarja. Ali zakaj je gospod Anouk znorel, recimo, je tudi eden takšen zanimiv. Mislim, da Poroka Marija Braun je tudi njegov film. Pa znamenita nemška serija, malce kasneje, leta 80-79, Berlin Alexanderplatz. Tudi to je njegova stvaritev, kultna serija še dan danes. On je bil eden velikih, plodovitih ljudi. Je pa vedno ali svoje prijatelje ali sorodnike v vlogah zasedel, ali pa kakšne svoje ljubimce, ker on je bil, vemo, homoseksualno usmerjen in vedno je vlogo dobil kakšen njegov ljubimec. To je njegov pristop. Imamo pa še druge režiserje, tukaj cela vrsta jih je. Werner Herzog je zelo zanimiv primer, nemško-hrvaški režiser, sicer šteje se danes za nemškega, ki pa snema tudi bodisi psihadelične, bodisi zgodovinske drame, spektakle, vse psihadelika, novi val, to je vplivalo na Herzoga. Ta je recimo meni osebno tudi zelo priljubljen. Njegov hišni igralec je Klaus Kinski, znameniti igralec, ki takrat že dela kariero. Zelo abstrakten mož, na trenutke težko delati z njim. Herzog je na lastni koži večkrat skusil bes Kinskega, ki na snemanju izgubi živce, recimo, in tukaj ogromno legend obstaja, kako moža sodelujeta. Imata ljubezen, sovraštvo, odnos in podobno. Kinski recimo veliko sodeluje s Herzogom, recimo Agire, Srd Božji. To je film Wernera Herzoga, prikazuje pa španske konkvistadorje, ki kolonizirajo Južno Ameriko. In Kinski igra nekega sadističnega baskovskega
konkistadorja, ki te Špance vodi nad Indijance, je kar malce brutalen film. Pač tudi v zgodovinska evropska obdobja posega, kot vidimo, novi nemški kino. Ni samo provincionalen, da bi bil na Nemčijo in lokalno usmerjen, zanima jih tematika iz cele Evrope in sveta. To je zanimivo. Recimo Volker Schlöndorff je tudi zanimiv režiser. Eden od članov, ustanovni član Rolling Stonesov, Brian Jones, danes žal že pokojni, tisti, ki je skupaj spravil Jaggerja, Keitha Richardsa. On je tisti, ki je celo pri enem filmu filmsko glasbo napisal na prošnjo Volkerja Schlöndorffa, ker je ljubica, recimo Anita Pallenberg, ki je bila ljubezen tega Briana Jonesa, igrala pri Volkerju v filmu in v Münchnu in podobno, in to je bilo neka taka naveza. Recimo Pločevinasti boben je najbolj znamenit film Volkerja Schlöndorffa ali Deček s pločevinastim bobnom, kakorkoli, letnik 1979. Znameniti Mario Adorf igra v tem filmu in podobno. Tukaj vidimo ogromno teh imen in novih režiserskih, igralskih, Adorf, Klaus Kinski, recimo Jürgen Prochnow začne kariero tudi takrat v teh nemških filmih. Romy Schneider, ki je že prej igrala, zelo znamenita avstrijsko-nemška igralka, vsak jo danes pozna, tudi kariero še za časa novega nemškega kina dela, čeravno ona je že v 50 letih igrala, vemo, in podobno. To je dejansko zlati vek nemškega filma. In kateri filmi tistega časa so še vredni omembe? To so zagotovo Slovo od včeraj, pa recimo najvojni film vseh časov, Podmornica. Ja, tako, tukaj pridemo še, recimo, še en režiser, nekaj filmov sva sedaj si že ogledala, sva šla že na to, ampak eden najbolj zanimivih, ki je še danes v kinu, en morda največji nemški izvozni artikel, je pa režiser Wolfgang Petersen ali Petersen, tisti, ki snema filme tudi že od 60-ih, ampak svoj največje filme potem dela od 80-ih let dalje, letnik 1981, eden zadnjih filmov novega nemškega kina je pa film Podmornica, Das Boot v originalu. Eden najbolj realističnih vojnih film, bo rekla klaustrofobičnih, ker prikazuje, tukaj ni fronte, tukaj nič ne vidimo kopenskih bitk, ravno nasprotno, samo neka posadka ujeta v to klaustrofobično okolico nemške Podmornice, kapitan po imenu Herka Loin, ki ga igra znameniti Jürgen Prochnow, ki sva ga že omenjala, ki je star nekaj na 30 let, ostali člani posadke so po 16 do 18 let stari. Kapitan je že prekaljeni stari maček za njih, ki je, mislim, da 35 let, to je zanimivo. Realistični prikaz, kako se ta posadka spopada s to zaprtostjo v to železno pošast, Podmornico, kako se spopada na gladini z angleškimi rušilci med drugo svetovno vojno, seveda. Nalogo ima pa potopiti čim več angleških tovornih ladij, če se da. In ti rušilci jim spuščajo te mine podvodne in to je zelo napeto in res je takšen film. Gledalec diha in občuti te grozote skupaj s to posadko dejansko. In to je danes eden najbolj kultnih in baje največjih filmov na temo druge svetovne vojne. Še toliko bolj zanimiv, ker je nemški film in ne hollywoodski, recimo, da vidimo neposredno iz nemškega vidika, kako so oni kot tisti negativci, ki so vojno povzročili, kako pa njihovi vojaki to doživljajo. V tem primeru Podmorničari, ki seveda niso nič krivi, ki niso člani nacistične stranke, pa vendarle so pač orodje pač v rokah nacističnega režima takrat. In to je zanimiv vojni film. Dejansko skoraj da vsak bi si moral to gledati, ki želi spoznati nemški film, recimo. Potem pa se v 80-ih letih zgodi nekako kriza nemškega filma, tudi to si že prej povedal, da se nekateri režiserji odločijo za pogled onkraj oceana. Emmerich. Ja, tukaj recimo od leta 1982 se to nemški novi kino malce umiri, uradno se je takrat končalo, kot pravijo. Tako da v Nemčiji so se malce bolj lahkotni filmi, določene drame snemale ali kakšne komedije tudi. Recimo Wolfgang Petersen, avtor Podmornice, ki sva ga ravnokar omenjala,
še nekaj časa snemal v Nemčiji, leta 1985 ta kultni film celo v TV serijo priredi, 6 delov, Podmornica, tako da danes je pač na voljo, na ogled, lahko gledamo film ali serijo, kjer je še več materijala uporabljenega, logično. Posnel je še nekaj filmov v Nemčiji, še 2 v angleškem jeziku, Petersen, in sicer Nikoli končana zgodba, Never Ending Story, leta 1984. Zanimiva pravljica, fantazijska za otroke, vendar zelo sofisticiran, dodelan film. Plus recimo Enemy Mine, ali Moj sovražnik, ali Sovražni rudnik, kakor so v slovenščini prirejali to, kjer igrata pa ameriška igralca Dennis Quaid in Louis Gossett Jr. Kot zemljana in vesoljca v prihodnosti, ki padeta na nek sovražen planet in si morata pomagati, da preživita. Tudi v münchenskih studijih posnet film v angleščini, recimo. Potem Petersen je šel čez lužo, kot se je rekla, v Hollywoodu, je snemal filme, kasneje znan po spektaklu Troja, recimo leta 2004. Takšni filmi ali recimo Vihar vseh viharjev, The Perfect Storm, če se ne motim, to je tudi njegov. V Nemčiji je malo potem pač deloval, ker se je za Hollywood odločil. Roland Emmerich, ravno tako. Eden tistih, ki je šel snemati bolj potem v Hollywood. Ja, v Nemčiji se pa pač nadaljuje sedaj scena brez nemškega, novega kina, zopet nekaj novega. In kaj se potem dogaja, oziroma se je dogajalo nekako leta 1989, 1990, kar nekako traja še danes, to novo obdobje nemškega filma? Vemo, takrat politične spremembe v Evropi, od leta 1989 do 1991 se zemljevid Evrope popolnoma spremenil, tudi pri nas, recimo Jugoslavije, pač se predrugači, tako je razpadla leta 1991, tudi Sovjetska zveza. No, še prej, leta 1990 se pa Nemčiji združita, ni več vzhodne in zahodne. Sedaj se odločijo Nemci zopet za skupno državo. Berlinski zid pade, ki je simbolično oba naroda, 2 državi delil, to ga dejansko zrušijo. In od leta 1990 dalje pa sedaj država pač kot naslednica zahodne Nemčije skupna in ne vzhodne, seveda, ker je režim padel na vzhodu. In to je pa nekako 5. in tudi obenem sodobno obdobje nemškega kina, to, kar traja še dan danes. Se zopet nekaj novega začne. In dejansko, kdo nekako ustvarja, ustvarja to obdobje, katera igralska, režiserska imena? No, sedaj pridejo pa zopet na površje neka nova imena, poleg starejših, recimo Petersen in Emmerich bolj v Hollywoodu sedaj ustvarjata, kot vidimo, nič več v Nemčiji, ki sta prej začela že v nemškemu novemu kinu. Wim Wenders je še eno veliko ime iz časa nemškega novega kina, že prej je začel film Paris, Texas, je zelo znamenit Wendersov film. On je tisti, ki še dan danes ustvarja, tudi v sodobni Nemčiji ali v Evropi ali v Hollywoodu. On je dosti, Wim Wenders je mednaroden, vemo. Ampak ja, pridejo pa po letu 90, pa po letu 2000 sploh, pa potem čisto nova imena, veliki režiserji, nekaj jih bomo sedaj našteli. Recimo Oliver Hirschbiegel je zelo pomemben, ki posname zelo dolg celovečerni film o zadnjih dnevih Adolfa Hitlerja. Film Der Untergang ali Propad po naše, zelo zanimiv, pač za ogledati. Bruno Ganz, švicarski igralec, v vlogi Adolfa Hitlerja, in to je še dan danes največji, najbolj grozljivi in najbolj prepričljivi, pač najbolj prepričljiva upodobitev velikega diktatorja. Zanimivo. Hirschbiegel ima zelo rad to politično tematiko. Denis Gansel, tudi eden režiser, filmi recimo Napola, ki kaže elitno nacistično akademijo za mladeniče. Ti filmi sedaj se zopet vidimo zelo veliko na drugo svetovno vojno in na ta sistem nanašajo, ker Nemci nimajo nobenih težav s prikazovanjem svoje najbolj temačne zgodovine. To je zanimivo pri njih. Znajo reči Bobo Bob in prikazati v filmih te grozote realistično. Potem seveda so še druga tematika. Eno večjih imen, morda največji nemški režiser v 90-ih in do leta 2000 je pa Tom Tykwer,
definitivno zelo plodovit avtorski režiser. S filmom Lola teče ali Teci Lola. Aha, to je njegov. To je njegov film, mislim, da nam vsem še dobro znan. Konec 90-ih let je to posnel v Nemčiji, v neki ženski, ki mora teči, da reši svojega fanta, nekih dolgov in ima nekaj zelo zanimive ali tragikomične situacije, kako na koncu, da prideta, pač da se rešita oba dva teh dolžnikov. Recimo tudi Princeska in bojevnik je njegov film Tikverja. Še bolj zanimivi spektakel, evropska koprodukcija Parfum film je tudi njegov, o množičnem morilcu, ki je pač pobijal dekleta, da dobi esenco za parfum, da bo izdelal najlepši, najbolj dišeči parfum na svetu. Mislim, da koprodukcija Nemčija, Francija, Velika Britanija. Tudi v stranski vlogi Dustin Hoffman, recimo o parfumu. To je recimo Zapuščina Toma Tikverja, zelo velik režiser. S Cate Blanchett je tudi sodeloval z avstralsko igralko pri nekem filmu in podobno. Tako da on je dejansko perspektiven režiser. Seveda so še drugi filmi, tudi režiserji. Uli Edel je zelo pomemben, ki posname film Kompleks Baader-Meinhof ali Kompleks stolpe Baader-Meinhof o fanatični, komunistični, teroristični skupini, ki je nemško javnost in politiko obremenjevala v 60-ih, 70-ih letih in so umore izvajali. To je tudi zelo uspešen film. Še en tak političen, to pot ni nacistična tematika, ampak teroristična. In ja, veliko je še teh filmov in režiserjev. Nekaj imen igralskih tudi, recimo Tom Schilling je eden večjih talentov, mlajših igralcev v svetu nemškega filma in serije, recimo tudi zelo pomemben. Potem recimo imamo še Franka Potente, ona je že iz 90-ih let velika igralka, ki je delala kariero, recimo tudi zelo pomembna. Veliko, potem največja legenda nemškega filma je igralska danes, da še njega ne pozabim omeniti, še dan danes igra Mario Adorf. Veliko ime, ki igra v filmih že od leta 1954 in še dan danes, tako etaža nekaj desetletij, tako v nemški, francoski, italijanski kot hollywoodski produkciji. Eden najstarejših evropskih igralcev. Dejansko še delujočih iz te stare šole, kot sta bila tudi Klaus Kinski ali švedski Max von Sydow. Recimo na tem nivoju z njimi bi ga lahko primerjali. S tem, da žal Kinski in Sydow sta že pokojna, Adorf pa še vedno v veliki starosti danes, pa še vedno živi in ustvarja, zanimivo. Veliko teh imen je, tako novih kot starejših. Jürgena Prohnova smo že omenjala, tudi dan danes še aktivni igralec. Kaj pa filmske hiše in filmski studiji danes v Nemčiji? Seveda še nekaj teh starejših so ohranilo, studio Babelsberg pri Potsdamu, kot smo si ogledali, to še deluje. Zelo UFA sva omenjala, ki je bila med prvo vojno ustanovljena in še vedno obstaja. Vzhodno-nemška je bila DEFA, DEFA recimo, vendar te seveda ni več, ker ni več vzhodne Nemčije. Danes zelo pomembni sta pa še Bavaria film in Konstantin film. Velika večina nemških filmov je v produkciji teh dveh, ali Bavaria film, sedež v Münchnu, ali pa Konstantin film, to je tudi zelo pomembno, poleg tega studija v Babelsbergu, da še to na hitro omeniva. In če nekako skleneva najino današnjo oddajo, kaj je torej zapuščina nemškega filma, kaj bi rekel? Ja, neprecenljiva in seveda zelo velika. Zelo velika. Še dan danes se to nadaljuje. Recimo, pomemben je tudi, eno ime bi tukaj še izpostavil, Florian Henkel von Donnersmarck, eden večjih sodobnih režiserjev, ki še vedno snema, tudi v tradiciji starih nemških, tudi v tradiciji novega nemškega kina, recimo. Ja, ampak, kot si omenila, kakšna bi bila zapuščina, definitivno je vplival tudi na evropski film, sploh novi nemški kino. Pripomogel je k temu, da so določeni igralci, kot Adorf ali Prohnov, tudi mednarodno kariero sprožili. Dal je tudi velike, na Hollywood je seveda vplival, seveda.
da še to omeniva. Tudi s prihodom režiserjev nemških tja? Tako, nemških že prej za časa ekspresionizma in kasneje za časa novega filma. Vendar pa tudi pomembni so po glasbeni plati, zaradi filmske glasbe. Dva velika skladatelja, Hans Zimmer in pa Klaus Badelt, ki sta v nemškem filmu začela kariero, kasneje pa tudi v angleško govorečem svetu in predvsem v Hollywoodu. Zimmer je napisal glasbo recimo tudi v Hollywoodu za filme, kot sta recimo dva primera Rain Man ali pa Gladiator, kjer igra Russell Crowe, recimo. Zelo iskan tudi v Hollywoodu Zimmer, recimo zelo. Ker nemški skladatelji izhajajo iz tradicije klasičnih skladateljev, morda Wagnerja, Schumana, Mendelssohna, in tukaj se vidi, da imajo tudi smisel za filmsko glasbo. Tako da ni čudno, da so tako iskani tudi v Hollywoodu. Za Igro prestolov serijo, recimo je nemško-iranski skladatelj, no, kot zanimivost, tudi živi v Nemčiji, ta serija, TV serija. Ja, vplivali so pa na Hollywood tudi zaradi tega, ker smo videli že prej pred drugo vojno, ker veliko izgnancev pred nacizmom, ekspresionistične ideje, so razširili thriller in grozljivko so dali ameriškemu filmu, neposreden uvoz iz Nemčije in film noir, kar je Hollywood s Humphreyjem Bogartom kasneje snemal, filme noir, ki so pod vplivom tudi delno oziroma pod velikim vplivom nemškega ekspresionizma. Ja, če pogledamo pa na evropsko sceno, je pa najbolj vplival ta nemški novi kino, ki pa je bil sam že pod vplivom drugega francoskega novega vala. Tako da vse je povezano in še dan danes nemški film dobro diha v Evropi. Upava torej, da sva kakšnega gledalca prepričala, da si ogleda kakšen nemški film. Tako. Kateri je must see? Podmornica si že prej rekel? Podmornica v vsakem primeru must see, se pravi nujno za ogledati. Lahko film, še boljše morda celo serijo, da se dobi še boljši vpogled. Največji njihov izvozni artikel, filmski in TV serija. Definitivno še tale Pločevinasti boben, Volkerja Schlöndorfa, kot sva omenjala. Nujno bi se bilo skoraj, da treba tudi serijo Berlin-Alexanderplatz ogledati, znamenitega Fassbinderja. Ali pa recimo, če greva še na filme Wernerja Herzoga, Nosferatu, druga priredba vampirskega filma iz leta 1979, kjer pa Klaus Kinski igra tega vampirja, zanimivo. Ali Agire, Srd Božji, ravno tako sva tudi ta film omenjala. To so tisti, ki bi jih bilo treba morda videti. Od novejših vsekakor Propad v zadnji dnevi Adolfa Hitlerja, Oliver Hirschbiegel, kot sva omenjala. Od klasičnih definitivno iz Weimarskega obdobja, ekspresionističnega, Kabinet doktorja Caligarija, Nosferatu originalni, letnik 22, seveda Metropolis, največji znanstveno-fantastični film Fritza Langa iz leta 1927. Pač tisti, ki jih zanima nemi film. Ostalim bi pa te novejše pač priporočil, ki sva jih na začetku omenjala. S tabo bi lahko kar klepetala, pa vendar bova morala zaključiti z nemškim filmom. Tako. Kaj nam pripravljaš za naslednjič? Si morda že kaj razmišljal o tem? Ja, gremo si ogledati zopet eno veliko režisersko ime po dolgem času, in sicer se bo kultnega režiserja ogledala po imenu Paul Verhoeven ali Paul Verhoeven, kot se to napiše. Veliki nizozemski režiser, ki je delal kariero v domačem hollywoodskem, zadnja leta pa v francoskem prostoru. Na prvo oko morda ne zveni tako znano, Paul Verhoeven, neznani nizozemski režiser, filmi so pa zelo znani in kultni, kot bomo videli. Torej, več naslednjič, se že veselimo. Zaenkrat pa hvala, in pa hvala tudi vam, dragi gledalci, drage gledalke, in nasvidenje do prihodnjič.